Hvala lepa vsem, da ste prišli. Jaz bom v predavanju nekako probala zelo shematično in na hitro orisati nekaj izmed primerov združevanja umetnikov v treh različnih tvorbah oziroma nekih državnih entitetah, ki so bile na našem ozemlju. To je bila Avstro-Ogrska monarhija, kjer bomo nekako zelo na hitro pogledali, kaj so bili tisti osnovni postulati, ki so potem vodili v združevanje umetnikov naprej, se pravi zlasti v Kraljevini Jugoslaviji in pa socialistični Jugoslaviji. Namreč letos 2019, lani, poleg 40-letnice Društva umetnikov Škofja Loka je tudi 120-letnica Društva slovenskih likovnih umetnikov oziroma prvega tega društva umetnikov, ki je seveda nastalo v času Avstro-Ogrske monarhije. Tako da bom zaradi tega mogoče začela tu, potem pa se bomo malo bolj posvetili temu, kar je bilo pozneje. Zdaj, skozi samo zgodovino je v bistvu združevanje umetnikov do njega prišlo zaradi precej različnih stvari in tudi v bistvu sami motivi, zakaj so se umetniki združevali, gre za neke različne vzgibe, hkrati pa neka umetnostna društva niso zgolj vezana na združevanje umetnikov, ampak tudi recimo ljubiteljev umetnikov, mecenov in tako naprej. Recimo že v 17. stoletju pa potem konec 18. stoletja najdemo kar nekaj društev, v bistvu, ki se ukvarjajo, ki so širšega značaja, potem pa v 19. stoletju v resnici se srečamo tudi pri nas z institucionalnim združevanjem umetnikov. Takrat so veliko nastala različna umetnostna društva, tipa Kunstverein in pa umetniška društva, torej Künstlerverein. Za nas recimo zelo pomembno so bila društva, Društvo za podpiranje likovne umetnosti, ki je nastalo leta 1830, in pa Avstrijsko umetnostno društvo, ki je imelo potem tudi lokalne filiale. In ta društva so potem tudi na Kranjskem in torej v Ljubljani kot glavnem mestu organizirali različne likovne razstave, jih prinesli ali iz Dunaja ali iz drugih krajev in na ta način v bistvu promovirali umetnost, predstavljali različne umetnike. Slovenski umetniki so pa delovali tudi v drugih delih Evrope. Recimo Ivana Kobilca je konec 19. stoletja postala članica Društva likovnih umetnic v Münchnu. To je tudi čas, ko se začenjamo videti konec 19. stoletja različne secesije v društvih oziroma neke odcepitve. Mogoče ena izmed bolj znanih je Dunajska secesija, pa so bile podobne tudi v Münchnu, Berlinu in tako naprej, in pa tudi društva umetnic. In na Dunaju pa so slovenski študentje umetnosti in pa umetniki, ki so že delovali, prav tako bili člani bodisi Dunajske secesije, to je bil Jože Plečnik, ki je tudi postavil kar nekaj razstav, tudi skupaj takrat s članom Ivanom Meštrovićem, tudi članom secesije, ki je prav tako dosti razstavljal. In pa recimo takrat so se združevali umetniki v Društvu jugoslovanskih umetnikov Lada in pa Društvu Medulič. Ta društva so v bistvu znotraj Jugoslavije, znotraj Avstro-Ogrske, ki so bila po nacionalni pripadnosti, jugoslovanski sicer, so nastala seveda s propagiranjem njihovih tudi političnih idej, in pa tudi na nek način, da bi se mogoče v tem momentu raje razlikovali od drugih ali pa to tudi vzeli kot neko možen način propagiranja takrat že velikih kulturnih in političnih teženj z konca 19. stoletja. Se pravi, Jakopič in pa Ivana Kobilca.
Kar je bilo še zanimivo, je bil nastanek Društva za krščansko umetnost, konec 19. stoletja, kot pravzaprav vsa neka obdobja, skozi katera bomo šli, je bil zelo politično polarizirano obdobje in na eni strani in čas kulturnega boja med klerikalci in liberalci. In Društvo za krščansko umetnost je nastalo prav z namenom, da bi propagiralo pomen cerkvene umetnosti, stare umetnosti in pa tudi na nek način si je želelo privzdikovati okus za cerkveno umetnost. Po drugi strani pa je nekaj let pozneje, se pravi 1899, to je ta letnica, ki je obeležila zdaj 120-letnico, nastalo Slovensko umetniško društvo, ki je imelo poleg nacionalne opredelitve tudi zelo jasno politično strankarsko opredelitev. Prve sicer pobude so verjetno bolj prišle za njegovo ustanovitev tega društva iz klerikalne strani, ampak potem je zelo kmalu že bilo to društvo povezano predvsem s slovenskimi liberalci in njihovemu poskusu, da bi se postavili nasproti društvu za krščansko umetnost. In tako so naredili tudi leta 1900 tole razstavo, prvo slovensko razstavo v Ljubljani in jo prenesli celo v Zagreb. In pravno delovanje tega društva, ki je nato postavil še eno, sicer malo manj uspešno razstavo, razumemo kot ta začetek tega današnjega danes ZDSLU-ja oziroma Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. In v tem času so sicer nastala še nekatera društva, zdaj to je bilo nekako razumljeno kot krovno društvo, manjša društva oziroma klubi, ki pa morda niso bili niti formalno registrirani kot društva in s tem se bomo pravzaprav ves čas srečevali in mislim, da podobno je še danes, da se določena skupina umetnikov odloči razstavljati skupaj, ustanovijo ali se imenujejo kot en klub, kot društvo, združenje ali si nadanejo ime skupine, kot je bilo recimo pri primeru skupine Save. In potem imajo nekaj uspešnih razstav, morda celo izdajo kakšno glasilo, revijo, potem pa čez čas to delovanje zamre. No in na prelomu stoletja je bila zelo uspešna omenjena skupina Sava, ki je 1904 nastala prav za potrebe skupinskega nastopa razstavljanja 9 slovenskih umetnikov na Dunaju v galeriji Mitke in ti slovenski umetniki, med njimi tudi Richard Jakopič, Ivan Grohar, Matija Jama, Roza Klein-Strnen in Matej Strnen, Fran Vesel in drugi so bili tisti, ki so pozneje, ki jih danes imenujemo slovenski impresionisti, in pa Richard Jakopič, ki je s svojim delovanjem pravzaprav bil tudi zelo pomemben v društvenem delovanju in na splošno na umetnostnem prizorišču po prvi svetovni vojni. Imeli so več uspešnih razstav, ampak ja, tako društvo oziroma združenje ni bilo tista organizacijska oblika, ki bi danes mogoče povežemo z umetniškim društvom oziroma čemur bi se mogoče raje malo bolj posvetili. Tule gre za postavitev ene izmed razstav v Jakopičevem paviljonu. Jakopičev paviljon, ki je stal v Tivoliju, danes tam, kjer malo poleg obvoznice in železnice, pri Moderni galeriji in je bil zrušen leta 1962, je bilo pravzaprav prvo razstavišče namensko narejeno pri nas za razstave.
Narejeno je bilo na pobudo ravno Richarda Jakopiča in njegovega delovanja uspešnega, in v njem so se gostile različne razstave, tudi društvene. Je pa res, da je potem takoj po prvi svetovni vojni zelo kmalu nekako finančno ni šlo najbolj skozi in je umetnik Jakopič to predal Mestni občini Ljubljana, ona pa v upravljanje Narodni galeriji. Tako da v bistvu med obema vojnama pravzaprav v razstavah v Jakopičevem paviljonu govorimo o razstavah, ki jih je bodisi organizirala Narodna galerija ali pa je dala ta prostor v najem različnim društvom večinoma ali pa nekim umetnikom, ki so organizirali razstavo. Tako da, kar se to delovanje v recimo konec 19., začetek 20. stoletja pred prvo svetovno vojno je bilo res društvena dejavnost zelo izrazito politično polarizirana, in pa bilo njihovo delovanje bilo povezano tudi z nekimi zahtevami, ali je bilo povezano to slovensko liberalno ali pa klerikalno kulturno dejavnostjo, in pa seveda z nekim ali slovenskim bolj delovanjem ali pa nemškim prebivalstvom. Tukaj smo našli v tem času veliko društev, najrazličnejših, ki so bila nasproti, se pravi, ne zgolj samo v slovenskem delu, potem so bila nasproti teh še nemška društva, ki so propagirala avstrijsko umetnost, svoje umetnike in tako naprej, in to na vseh področjih, od telovadbe, gospodarstva in tako naprej. V tem obdobju je bilo tudi zelo močno povezovanje panslovansko, tudi društveno, morda ne toliko na področju likovne umetnosti, tam je šlo bolj morda za posamezne primere, ampak recimo v gospodarstvu so bile te moči, te vezi precej močne, potem študentska društva, ki so recimo različno spodbujala študije, se pravi, da so različne štipendije, ki so jih dali ta društva, kakšni gospodarstveniki, za študij raje tudi likovne umetnosti, raje, da so odšli v Prago, se pravi na Češko, kot pa na Dunaj, ne, v smislu tega, da se je ta ideja panslovanstva negovala tudi in spodbujala znotraj društvenega delovanja. In v bistvu je bilo teh društev kar precej, in seveda pa so ta društva, zlasti nemška društva, recimo ta, ki so bila, ali pa avstrijska, konec 19. stoletja, so poleg vsega skrbela tudi za prodajo umetnostnih del, to je bil pomemben aspekt. Ko pa pridemo po prvi svetovni vojni in v neko drugo politično situacijo in državo, pa se seveda razmerja spremenijo, tudi sama društva jasno razpadejo, ampak isti akterji potem imajo drugačne vloge v novih društvih. Eno izmed pomembnih idej, zakaj so si prizadevali in kakšna so bila pričakovanja recimo Slovencev ob vstopu v kraljevino, je bila tudi recimo ustanovitev galerije za moderno umetnost, potem so bile želje po likovni akademiji, če se osredotočim samo na področje likovne umetnosti, druge so bile želje po univerzi, ki je ni bilo v Ljubljani možnosti študija, ta se je tudi uresničila in tako se je 1919 dejansko ustanovila univerza v Ljubljani, ki je imela tudi na Filozofski fakulteti ustanovni oddelek za umetnostno zgodovino in že leto zatem ustanovljeno
društvo za umetnostno zgodovino, ki še danes deluje. Ampak zelo veliko teh idej, kaj bi potrebovali za neko bolj funkcionalno institucionalizacijo umetnosti, se pravi neke te ključne institucije, ki omogočajo nekemu področju, da polno zaživi, da res postane umetnostno središče, vse to pa se ni uresničilo. V bistvu razstavišče temu namenjeno je ostalo zgolj Jakopičev paviljon. Akademije ni bilo in akademija je ključna, kot se je potem po vojni izkazalo, zato da je neko novo življenje v mestu se ohrani, so študenti, nove razstave in da to nekako s tem živi tudi mesto. Dodaten problem, ki je tukaj bil, pa da je zelo velik del umetnikov ostal izven meja države, namreč cel zahodni del države je pripadal po Rapalski pogodbi Italiji in s tem seveda tudi velik del takratnega prebivalstva in likovnih umetnikov, ki so tu delovali. Nekateri izmed njih so se sicer preselili po vojni v Jugoslavijo, drugi pa so pač ostali tam in se nekako probali, seveda to ne pomeni, da niso imeli stikov z svojimi matično domovino ali delovali v teh društvih. Jasno pa je, da ta razmerja niso bila enaka, zlasti so se zaostrovala bili že, ko smo se bližali vojni, bolj ko je bil represiven fašistični režim v Italiji. Tako da, ampak sama pokrajina z ustanovitvijo Kraljevine Jugoslavije se je precej spremenilo, se pravi del slovensko območje, ki je prej gravitiralo proti avstrijskem z glavnim mestom Dunaju, potem postane glavno mesto Beograd in Kraljevina Jugoslavija je bila pod vlado kraljevine Karađorđevićev in ta je tudi zamejevala nacionalno emancipacijo, kar pomeni, da v bistvu vse te zahteve, ki so se jih različna društva, tudi kulturno-umetnostna, pred vojno želela doseči in se nekako niso uresničila v Kraljevini Jugoslavije, saj tudi ta ni dovoljevala popolne neke narodne emancipacije. Ne? Kot rečeno, ni dovolilo ustanovitev nekih ključnih institucij, ki bi bile potrebne za razvoj kulture in umetnosti. Prav tako, ko bomo videli, tudi sama društva so bila omejena zlasti po času diktature kralja Aleksandra v samem poimenovanju in delovanju. Eno tako društvo, čisto opombo, pa je vendarle bilo Narodna galerija. To je to vrstno društvo, ki ni sestavljeno ni umetniško društvo, ampak gre za društvo Narodna galerija, ki je bilo namenjeno temu, da zbira, hrani in skrbi za likovno umetnost. Oni so se potem preselili iz Kresije, kjer so bili v tej levi stavbi in imeli prostore, potem so se lahko preselili leta 1928 v Narodni dom, kjer je Narodna galerija še danes, odprli stalno razstavo tam slovenske umetnosti in v 20-ih potem tudi začeli skrbeti za Jakopičev paviljon, ki je bil na drugi strani čez park, no, danes, takrat pa ni bilo tam še ceste. To omenjam zato, ker ravno ena izmed teh zahtev, s katerimi se je soočalo društvo likovnih umetnikov, ki takrat še ni bilo društvo slovenskih likovnih umetnikov, je bila, da Narodna galerija postane nacionalna ustanova. Nacionalna ustanova ni nikoli postala v Kraljevini Jugoslavije, ampak postane nacionalna ustanova šele leta 1945,
ko postanem v novi državi. Zakaj nacionalna? Ker če bi to postala državna, mestna, nacionalna ustanova, bi seveda imela stabilno financiranje, možnost več odkupov in tako naprej. Na ta način pa je sicer dobila nekaj, predvsem od mestne občine in Dravske Banovine, ampak nekako je njeno delovanje bilo tudi zelo povezano z mecenstvom, z različnimi gospodarstveniki, ki so darovali za odkupe in tako dalje. No, in to je bila ena izmed teh takih neuresničenih zahtev. Potem, kaj se, to je Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo, ki je tudi prirejalo razstave, spet Jakopičev paviljon. Sama društva lahko delimo v bistvu zlasti v obdobju med vojnama, pa tudi potem na tista, ki se bolj združujejo zaradi nekih organizacijskih razlogov. In to so ali so kratkega veka, ali pa so res neka krovna društva, stanovska društva umetnikov. In pa neke bolj kratkotrajne tvorbe, ki se morda združijo za razstavo 2-3, ker jim je tako bolj ugodno, lahko so celo formalno organizirani, lahko tudi niso. Zlasti v obdobju med vojnama je bilo to mogoče malo težje, ker si je bilo treba sploh v času diktature kralja Aleksandra vse registrirati tako naprej, če si hotel delovati kot društvo. In potem tretja varianta pa so umetniki, ki se združijo na podlagi nekih skupnih ideoloških in pa umetnostnih prepričanj. Teh je manj v resnici. Najpočešče govorimo o društvih, ki so organizirani stanovsko, njih predvsem zanima materialna eksistenca članov in propaganda in popularizacija umetnosti, in pa takih, ki jih se združijo predvsem iz lažjega načina organiziranja. Tukaj se srečujemo predvsem z mladimi, največkrat z mladimi umetniki, ki jim je mogoče težko organizirati samim prvo razstavo in zaradi tega potem se združijo skupaj. No, ampak en izmed takih programskih društev je vezan z pojavom ekspresionizma pri nas, in to je bil Klub mladih, v katerem so delovali umetniki različnih smeri in so vezani na nekako v likovni umetnosti na ekspresionistično smer. Izdali so tudi revijo, 2 številki, tale Trije labodje. Potem pa se je to spremenilo, preimenovalo v Slovensko umetniško društvo. Osrednja osebnost je bil France Kralj, ki pa so se mu pridružili tudi brat Tone Kralj, Veno Pilon, Ivan Čargo, Nande in Drago Vidmar in drugi. Oni so bili precej uspešni kot društvo in so naredili kar 18 skupnih razstav do leta 1928. To je zelo veliko razstav, sploh za to obdobje, ko je bilo razstavišč resnično malo možnosti. Vzpostavili so tudi mednarodne povezave s svojim delovanjem in v bistvu ravno France Kralj se je izkazal kot ena izmed takih temeljnih organizacijskih oseb še pozneje. In zanimiv primer je tudi Maribor v tem času, zgolj kot za ilustracijo, namreč Maribor je bil zelo nemški pred letom 1918. Nemško prebivalstvo je bilo zelo številčno, imeli so tudi gospodarsko premoč, onemogočalo se je neko narodno izražanje slovenstva,
Potem pa pride ravno obratno do slovenizacije Štajerske in spodbujanje slovenske kulture in šolstva. Tako se tudi tam v bistvu organizirata dve društvi. Prva je bil umetniški klub Grohar, ki kot pač v vsakem takem ali pa zelo velikokrat v kakih društvih pride potem do kakih nesoglasij in potem se je to društvo razpustilo in spremenilo v klub Brazda. Imeli so uspešne razstave in tudi oni so začeli s tem pionirskim delom razstavljanja v Mariboru in Štajerskem. Predvsem pa je ta ravno klub Grohar skrbel za to poudarjanje slovenske nacionalne pripadnosti. Namreč s čim se srečujemo v obdobju med obema vojnama, je, da društva so ves čas v bistvu poudarjale bodisi nacionalno pripadnost ali slovensko ali lahko bi bila bolj jugoslovansko usmerjena, sicer v manjši meri na področju Slovenije in pa z nekimi organizacijskimi vprašanji. In takole je bil leta 1934 ustanovljeno Društvo likovnih umetnikov Dravske Badovine. Danes, ko gledamo za nazaj, teh 120 let danes ZDSLU-ja, v bistvu gledamo kot neko kontinuiteto nastajanja, se pravi Slovenskega umetniškega društva od 1899 do danes, ampak v resnici ravno tudi zaradi teh državnih rezov, pa tudi kakih drugih preimenovanj in tako naprej, je to bilo več nekih društev, ki pa pravzaprav imajo dejansko kontinuiteto delovanja. Čeprav ni ves čas ista, ne vem, formalna oseba. In tale Društvo likovnih umetnikov Dravske Badovine se je ustanovilo ponovno leta 1934. Zakaj je to pomembno? Namreč takrat uradno stopi ven kot umetnikov Dravske Badovine in se čez 2 leti že preimenuje v Društvo slovenskih likovnih umetnikov. V času diktature kralja Aleksandra, torej od leta 1929 pa do 1934, ko je bil atentat, je bilo prepovedano izražanje nacionalne identitete v poimenovanjih recimo točno takih društev, in ker je bilo to področje Dravske Badovine, to je ime upravno kot, ne vem, pokrajina Štajerska, Kranjska, karkoli, so se poimenovali potem. In v resnici potem pa se takoj, ko se malo liberalizira po letu 1935 kulturna politika v Kraljevini Jugoslaviji, se oni že preimenujejo v Društvo slovenskih likovnih umetnikov. Oni so bili zelo aktivni v 30 letih, tako prej kot vpeti v druga društva, kot pozneje je v samo Društvo likovnih umetnikov v boj za pravice umetnikov. En izmed tak je bil zaščita avtorskih pravic, pomoč pri organiziranju razstav, študijskih potovanjih, umetniško šolstvo, bili so pobudniki za nastanek Narodne galerije, en izmed pobudnikov, Moderne galerije, kar se ni sicer uresničilo še v tem času, Akademije likovnih umetnikov, želeli so si regionalne zastopništvo, tako so bili vključeni umetniki iz celotne Slovenije, tudi to Društvo mariborskih umetnikov, in pa v ideji te popularizacije umetnosti so začeli izdajati revijo Umetnost. Tole je prva številka iz leta 1936 in popularizacijo umetnosti so si prizadevali, ker so želeli več odkupov, želeli so si, ravno zaradi tega so si tudi prizadevali, da bi Narodna galerija
imela več dotacij, ker ona je bila edina, ki je v bistvu odkupovala. Poleg tega je odkupovala še Banovina in pa zasebniki. Seveda z neko moderno, sodobno, takratno produkcijo si lahko bil najbolj seznanjen in to je tudi pomembno pri društvih, ravno preko razstav. Razstave so tiste, ki predstavljajo ključni medij med umetnikom, umetniško produkcijo in pa občinstvom. In prek tega potem občinstva, ki je potencialni kupec, so želeli propagirati tudi na druge načine takratno sodobno umetnost, da bi se ta čim bolj kupovala. Namreč 30. leta se začnejo na ta način, da pride močen val gospodarske krize tudi v Jugoslavijo, poleg že tako represivnih in političnih okoliščinah tukaj to zelo slabo v bistvu vpliva zlasti na mlade umetnike, ki ne dobijo služb, živijo v zelo slabih materialnih pogojih, tako da so bile najrazličnejše ideje, kako temu pomagati. Recimo najdemo tudi ideje v časopisih, kjer se društva zavzemajo za uvedbo tako imenovanega procenta za umetnost, se pravi, da bi od vsake gradnje, to, kar se dejansko uzakonilo pa prejšnjem mandatu, ampak mislim, da še ne vem, koliko je, od vsake gradnje, od vsakih javnih naročil, 1% šel za likovno opremo, likovno umetnost. To se ni uresničilo, take pobude najdemo tudi po vojni, ni bilo v kraljevini, sploh ni bilo to upoštevano, ampak so, da bi šel kot so takrat rekli, nek gotov procent za umetnost iz nekih javnih naročil. Potem za več ateljejev in tako naprej. Zdaj, društvo ni bilo sposobno kaj več od prve številke in zato je prevzel potem Miha Maleš s svojo bibliofilsko založbo, izdajanje revije umetnosti in dejansko izhaja revija umetnost slabih desetletje. Miha Maleš je recimo poleg omenjenega Franceta Kralja in še drugih nekaterih posameznikov, ki jih bomo srečali, ena izmed teh ključnih organizacijskih osebnosti, ki jih najdemo v različnih društvih, ki ves čas nekako skrbi za to, ne zgolj za neko svojo umetniško pot, ampak kot neka povezovalna figura na umetnostnem področju. On ustanovi različne klube, bibliofilsko založbo, izdaja umetnost, naredi salon, galerijo, zaposluje umetnike, tako nekako vedno v resnici tudi pridemo do tega, da je nekaj ključnih figur, ki nekako svojo organizacijo, organizacijskim delom skrbijo so take povezovalne figure. Evo, to so te razstave društvene, ki so bile, dve sta bili zelo odmevni. Te razstave so društva različna prirejala, nekateri, recimo tale je bila žirirana, vidimo tudi žirijo, ki je bila v časopisu, potem so bile določene, ki niso bile žirirane in posledične so bile kvaliteta je bila različna in ob tem so se vedno potem neke polemike vnele. In to ni vezano zgolj na to obdobje, ampak na splošno, kakšna je pač kvaliteta potem društvenih razstav ali pa na kak način te društvene razstave naj funkcionirajo, se pravi, da so povsem dostopne ali žirirane in tako naprej. S tem se velikokrat srečamo. En tak zanimiv je bil, to je spet Miha Maleš kot eden izmed pobudnikov in organizatorjev tega društva, je bil klub nenameščenih slovenskih umetnikov. Gre se pravi za umetnike, ki niso bili zaposleni in ti naj bi imeli drugačne težave kot njihovi zaposleni kolegi in po njihovem mnenju naj bi ti pač jih se ne bi mogli enakopravno zastopati, zato so ustanovili svoje društvo, ampak tudi potem se je to
nekako v enega, ne sicer brez polemik, ampak ja. Namreč tudi so bile kakšne ideje, da morda tisti, ki imajo službe, ne morejo to kvalitetno delati in so to učitelj članstvo en drugemu in tako naprej. Zanimiv pojav, sicer bolj obroben, ampak vseeno zanimiv je bil klub likovnih umetnic. Klub likovnih umetnic je nastal na pobudo zagrebških umetnic, ampak so v njem bile tudi, kot vidite, veliko slovenskih umetnic. Prirejali so razstave, ena bolj odmevnih je bila na Velesejmu v Ljubljani. Velesejm je nudil občasno pomembno razstavišče, kadar je bil prirejen, bila sta dva, jesenski pa spomladanski. Takrat je bil to na področju Tivolija in pomemben pa je bil zaradi tega, ker je na Velesejem obiskalo res množica ljudi in mimogrede so se potem lahko ustavili še tukaj ali pa v bližino šli v Jakopičev paviljon. Vse te razstave, o katerih pa govorimo, pa so bile seveda prodajne, ne, in najdemo v starih katalogih zapise cen in tako naprej. In če si šla, recimo, se je razstava preselila, včasih pač, kar se je kupilo, tudi ni nujno šlo na naslednjo zraven. Ker bistvo je bila v resnici prodaja vendarle, ne, poleg promocije. No, skratka, klub likovnih umetnic kot nek, zanimiv pojav, mogoče tudi, kjer vidimo lahko v kritikah in pisanju odnos njihovih kolegov do umetnic v tem času, ki je bil precej šovinističen, tudi iz takih najvišjih pozicij, ne da bi to karkoli pomenilo, ampak recimo tudi so jih kritizirali, označevali za žensko umetnost, kar je bil njihov, ena izmed idej, zakaj so se združili, je bil ravno v tem, da bi se borile, ne, proti tem ženskim umetnicam, da bi propagirale svojo umetnost in tako dalje. Sicer one so poudarile, da to niso bile feministično društvo, ampak je bilo se želele zelo vklopiti v klasično pač umetnost, niso se strinjali z nekimi bolj radikalnimi pogledi in tako naprej. Zakaj ne, a je temu tudi bilo jasno, da na ta način ne bi tudi dobile tega, pokritja medijskega in kar so dobile. Kakorkoli, to jih ni toliko zanimalo, so pa želele, priznanje, ampak v medijih pa tudi na splošno v tem času odnos je bil daleč od enakopravnega. Tudi seveda same državljanke v času Kraljevine Jugoslavije niso dobile volilne pravice. In mnoge izmed njih, izmed umetnic, ki so bile sicer zelo obetavne na začetku, potem mogoče po poroki ali pozneje niso nadaljevale v umetniških karier. Nekatere izmed njih ampak ne nujno. Kavarne so bile pravzaprav vedno, ne zgolj v tem času, ampak recimo tule imam eno tako, ki je različne kavarne, različne področja so bila vezana na različna društvena delovanja. Recimo po vojne je bil tak znan zbirališče umetnikov v Šumi, predtem je bila v tem času v 30-ih je bila recimo kavarna Zvezda, in pa potem pa tudi švicarija in druge. In v kavarni Zvezda so in pa v kakih recimo takrat je bila še aktivna Pod Skalco gostilna, kjer so se tudi srečevali na sestankih, in tu so imeli sestanke društva, eno izmed pomembnejših društev umetniških iz tega časa, Klub neodvisnih, pa je pa je tukaj prirejal tudi umetniške plese. Umetniške plese so prirejali seveda z razlogom nabiranja denarja in prodaje, da bi si lahko privoščili različna študijska potovanja. Namreč Klub neodvisnih umetnikov je združeval 14
izjemno pomembnih likovnih umetnikov pri nas, vseh po vojnem času ključnih figur tudi za društvo umetnikov. V tem času pa mladih diplomantov ali še študentov Zagrebške likovne akademije, kjer so študirali, ker pač seveda so bili vezani na nove politične okoliščine in so večinoma odhajali v najbližji študijski center, to je bil Zagreb. Bil je predvsem tudi cenejši kot tujina, isti jezik in tako dalje. Kot rečeno, to je bil čas, to so leta hude gospodarske krize in o čemer vsi tudi zelo pišejo ali pa lahko vidimo v njihovih delih. Prva njihova razstava je bila skupina mladih slovenskih slikarjev in kiparjev, potem pa se premenujejo v neodvisne leto pozneje na občnem zboru, ampak potem tudi za nazaj zgodovinijo, da je to njihova prva razstava neodvisnih in zato jo imam tu. Oni so se zelo radi zgodovinili, kot kater, in pisali svoje izjave. Skratka, oni so priredili precej razstav, zelo uspešnih in polemičnih. Kaj pa je za njih, zakaj se meni zdijo njihovo delovanje v tem času zelo simptomatično za celotno kraljevino Jugoslavijo in pa zlasti za kulturno politiko in slovensko situacijo, pa je to, da se pri njih zelo jasno vidi, da grejo v propagando slovenske umetnosti. Se pravi, njihova prva razstava je skupina mladih slovenskih slikarjev in kiparjev in potem oni to slovenskost zelo močno ves čas poudarjajo, ker v tem času je bilo to zelo močna izjava in pa jasno si dobil takoj določene simpatizerje. Njim se jim pa je ravno to tudi očitalo, da oni to slovenskost uporabljajo zgolj kot propagandno orodje, zgolj kot nekaj, s čimer hočejo nagovoriti občinstvo, čeprav v svoji umetnosti v bistvu se podlegajo nekim tujim francoskim vplivom in v času res zaostrenih političnih okoliščinah v drugi polovici 30. let celo jim očitajo hrvaške vplive, torej tuje, in da oni ne izhajajo iz slovenske tradicije, slovenske umetnosti. Bili so zelo v bistvu prepoznavni, priljubljeni že v tem času, ampak te polemike okoli nacionalnega vprašanja so ostale ves čas prisotne, ampak ne zgolj pri njih, tudi pri drugih in tudi znotraj krovnega društva. Recimo, potem še eno tako društvo je bilo društvo Slovenski lik, ki spet se igra s tem nacionalnim vprašanjem. Tukaj pa je France Kralj v bistvu, če imamo, France Kralj je tukaj spet osrednja osebnost tega lika in tole ni prav, to je France Kralj, ne, Tone Kralj takrat na Primorskem. France Kralj je on v bistvu ustanovi to skupino, on je bil učitelj na, kako se rekel, tehnični šoli in je učil tudi mlade slovenske dijake, ki so potem želeli delati neke izpite, recimo, da bi se ukvarjali z umetnostjo in nekatere izmed njih je potem tudi povedal v Slovenski lik, nekatere izmed svojih nekdanjih učencev, veliko jih je pri njemu pač hodili v šolo in tako da, ampak njegova umetnost v tem času se je spremenila, on se pravi iz ekspresionizma, potem nekako pride v novo stvarnost in potem v neko to svoj slog v 30. letih,
kjer si on želi izhajati predvsem v iskanju prave slovenske umetnosti iz kmečkega življenja, ampak ne iz idealiziranega kmečkega življenja, ampak iz nekega pravega, delavskega, krute realnosti. V tem času seveda prav, recimo za razliko od neodvisnih likovnih, od kluba neodvisnih tukaj, oni v bistvu motive, ki jih upodabljajo, in imenuje kot slovenska umetnost, iščejo skozi krajino. Se pravi, kar oni upodabljajo tukaj, je neka slovenska pokrajina, nekateri izmed njih sicer naslavljajo tudi družbeno-kritične teme, ampak bolj morda v grafikah, risbah, kot pa na platnih. Med njimi recimo tak najbolj primer je France Mihelič. On je morda še najbolj oster pri tem, tudi neko mestno delavsko življenje recimo probajo pa vaško upodobiti nekateri. France Kralj pa želi res to grobost kmečkega življenja in najprej imel razstavo v Jakopičevem paviljonu, nato v Zagrebu, kjer ga tudi kritika nekako slovenska raztrga, in potem postavi tole skulpturo Priroda v Ljubljani, ki je bila iz betona in je bila celo uničena, vandalizirana. Namreč v tem času ravno pri Francetu Kralju naletimo na kritike, ki se celo navezujejo na nemške kritike, uporabljajo besede, kot je izrojena umetnost, in pri njemu v bistvu pride to mogoče najbolj celo na dan, in društvu Slovenski lik. Evo, Jakopičev paviljon in ena društvena razstava spredaj. Kar pa je še v tem času potem seveda bila pa tretja skupina, ki pa ni, če je recimo, ki so si pa želeli slovensko umetnost bolj propagirati skozi idealizirano kmečko življenje. To je bila skupina Lada, ki je bila vse jugoslovansko društvo, in je izhajala že od predvojnega časa. Ta pa je recimo predstavnik bil Maksim Gasparin, ki ga morda najbolj poznate, in neke nežne, lirične, idealizirane podobe kmečkega življenja, ampak oni niso, recimo, da so bolj tu pa tam skupaj razstavljali pri nas. Seveda se situacija v bistvu spremeni, ko vstopimo v novo državo po letu 1945. Društva so se morala, kot pač vse ostalo, na novo ustanoviti oziroma neka potrdila, da lahko nadaljujejo s svojim delom, ker vmes je pač so bila 4 leta vojne in okupacije, v katerem času večina teh društev jasno ni delovala. Društvo likovnih umetnikov sicer imamo zapisnike, ampak to ni bilo isto delovanje kot prej ali pa potem. In v temle uradnem listu leta 1945 se ustanovi akademija, samo društvo začne z delom, ustanovi se tudi Moderna galerija, vse to, kar so si njegovi člani prizadevali že pred vojno, pravzaprav z letom 1945 pride, da se uresniči, in tudi društvo v bistvu začne takoj z delom. Kar je bilo še leta v teh času, zato tudi gradimo, namreč v drugi polovici 40 let so se ustanovljene različne zadruge, in ena izmed teh zadrug je bila tudi umetniška zadruga, ki je bila sicer kratkega veka. Ena izmed aktivnih pobudnic je bila Alenka Gerlovič, ki je bila tudi ena izmed teh silno povezovalnih, organizacijsko sposobnih osebnosti v slovenski umetnosti, ki je delovala v različnih nekih organizacijah v toku 50.
50 let. In umetniška zadruga, ki je imela prostore tam, kjer je danes konzorcij, naj bi imela tudi livarno in tiskarno, sicer ni dolgo delovala, je pa bila tudi povezana z nastankom društvene galerije, ki je bila ustanovljena leta 52, 1. maja 52 na takratni Titovi, danes Slovenski cesti, in to je danes Mala galerija. Mala galerija je torej v Banki Slovenije, takrat prostorih Narodne banke, danes Banke Slovenije, še deluje pod imenom Mala galerija, ampak prvih nekaj let, se pravi od 52 pa do 58, je bila to galerija Društva likovnih umetnikov, vendar zaradi nekako slabega programa, ki so mu ga učitelji, obiska in ne najbolj kvalitetnega programa naj ne bi bil, potem to prevzame moderna galerija. In po tistem pač ni več to društvena galerija, kot je bila pozneje, predtem. In moderna galerija, kar pa je tukaj seveda sodelovala zelo Društvo slovenskih likovnih umetnikov, ki je potem bil del Društva jugoslovanskih likovnih umetnikov. Društvo jugoslovanskih likovnih umetnikov je imelo svoje predstavnike v pomembnih državnih odborih na najvišji, se pravi zvezni ravni. Društvo slovenskih likovnih umetnikov pa je imelo svoje predstavnike na republiški ravni in mestni ravni. Se pravi, bili so v odborih svetih zavodov, Moderne galerije, Jakopičevega paviljona, v podeljevanju nagrad, potem financiranj in tako dalje, ne. To so bili njihovi predsedniki, odborniki, so imeli ponavadi kar pomembne politične funkcije in tudi vpliv na snovanje kulturne politike tega časa. Zdaj, čisto v prvih letih je seveda Društvo likovnih umetnikov imelo tudi neko idejo, da bi bolj ideološko usmerjalo delovanje in pa izobraževanje svojih članov, vendar to je zelo hitro v 50-ih se spremenilo, namreč ko mine ta prvi del agitproporske kulturne politike do leta 52 in se gre v bolj liberalno smer, se tudi samo to društvo razdrahlja in tudi društvo v bistvu postane zelo povezovalno, se želi povezati tako z mednarodno, vsaj z sosednjimi društvi v drugih državah, jasno na neki republiških ravneh, na zvezni ravni v Jugoslaviji, kot tudi Moderna galerija in celotna kulturna politika se v tem času razrahlja. Namreč v prvih 20 letih Jugoslavije je bilo recimo kar tretjina razstav organiziranih v Moderni galeriji, razstav tuje umetnosti, se pravi nejugoslovanskih umetnikov. To so bile bodisi ameriške ali avstrijske in tako naprej razstave, ki so bile zelo odmevne in dobro obiskane. Društvo pa se je jasno vpenjalo v različne nivoje delovanja in sodelovalo na vseh, njihovi člani sodelovali na vseh pomembnih prireditvah za takratno Jugoslavijo, recimo na grafičnem bienalu. Potem se je njihova dela pošiljalo tudi v tujino. Takrat je delovala Komisija za kulturne stike z tujino, ki je bila v Beogradu, in ta je imela recimo predstavnika Društva likovnih umetnikov jugoslovanskega,
in ta je bila en glavnih vezi, potem pa, ko se recimo vsaj Moderna galerija, ko se je zelo emancipirala prek direktorja Zorana Kržišnika in je sama vzpostavila že te stike s tujino v 50. letih, so člani recimo izmenjevali, so njihova dela pošiljali na mednarodne razstave, potem počasi tudi na štipendije, študij v tujino in tako naprej. Društvo pa je še vedno igralo neko socialno vlogo, se pravi, pomembno je bilo tudi zdravstveno varstvo umetnikov, to je bila ena izmed pomembnih točk delovanja, zagotavljanje primernih prostorov in ateljejev. In v tem času, kot veste, se gradi recimo za primer parlament, katerega arhitekt je Vinko Glanc, in na Svečevi še danes eni najlepših in najimenitnejših ateljejev, ki jih prav tako zgradi on. Domnevno, ni potrjeno, to sem nekje prečitala, da ne bi celo ostanek denarja iz parlamenta, potem so se zgradili te res impozantni ateljeji za umetnike, ki še danes, razen nekih 2, mogoče, ki sta privatizirana v lasti Mestne občine Ljubljana in jih oddaja na razpisu. To so bili res taki ključni punkti, s čimer je delovala. Zdaj seveda v tem povojnem času, zgolj za ilustracijo, se vse ves čas pojavljala neka bolj klubi kot društva, neka združenja umetnikov, ki niso bila stanovska, se pravi ta poklicna društva, ampak neke organizacije, v katerih so bili bolj ali manj formalno združeni likovni umetniki. In recimo ravno konec 60. let se jih pojavi kar neki, eno najbolj znanih ki skupaj umetniki potem razstavljajo nekaj let, dokler se ne razpustijo. Poseben primer pa je grupa 69, ki je bila bolj, bi lahko rekli, od zgoraj navzdol ustanovljeno društvo. Sestavljena je bila iz precej elitnih, pomembnih, vodilnih umetnikov, njihov odzadaj kritik in pa tudi ponekod je napisan kot član, je bil Zoran Kržišnik in pobudnik skupine. Ta grupa 69 pa je imela lepe letne razstave, take zelo fine kataloge, vsako leto natisnjene, in pa njen namen naj bi bil promocija jugoslovanske umetnosti, slovenske, v tujini, in pa doma imeli so recimo razstave vedno zelo elitne na Bledu in tako naprej. Mogoče še ena taka pomembna stvar, ki se tukaj dogaja, kadar ne govorimo o tem poklicnih društvih, ampak o umetniških skupinah, je, da so ponavadi vezane z nekim kritikom, ki je ponavadi v bistvu tisti, ki zelo sodeluje v tej skupini, piše o njih in jih zgodovini. In to se zelo lepo vidi tukaj, ker je recimo grupa 69 bila povezana z Zoranom Kržišnikom, s Tomažem Brejcem, ki je bil tudi član njihov in napisal nekaj izjemno pomembnih tekstov, potem pozneje ključnih za to, neokonstruktivisti in abstraktni figuraliki z Aleksandrom Basinom. V grupi Junij pa so potem pozneje pisal Peter Krečič. In to je v bistvu bilo že pred vojno. Veliko to je vedno nekako povezano. V tem času je samo društvo v bistvu v 70. letih pride do tega, da do različnih sprememb na področju kulturne politike, ki se odražajo tudi v delovanju poklicnih društev in ustanavljanju novih. Kar je bilo namreč med leti 74 in
recimo 80 ali pozneje, ko govorimo o tako imenovanem obdobju samoupravljanja kulturne politike, se začne pripravljati tudi nov zakon za kulturo in kar je in v tem času so se tudi v bistvu je bil sprejet strateški načrt razvoja kulture Slovenije in pa povečanje sredstev v korist naložb. To je čas tudi mogoče drugega ali pa tretjega vala decentralizacije v kulturi. Prvi je bil gotovo v konec 40-ih, začetek 50 z gradnjo zadružnih domov, ki so imeli kulturne dvorane, v tem 70-ih pa je zelo veliko novih kulturnih domov zgrajenih. In pa seveda največji med njimi se začne graditi, to je Cankarjev dom, ki je bil tudi poleg kliničnega centra ena največjih naložb sploh v tem času. In kulturni domovi probajo po Sloveniji decentralizirati dejavnosti, spodbujati neke bolj lokalne razstave, ne zgolj prenose, tega je bilo zelo veliko, in pa lokalna društva pri ustanovitvi. Še vedno je seveda ključno vprašanje jasno tudi preživetje umetnikov in kulturnih delavcev. In ena izmed zanimivih stvari, se mi zdi, da v tem času, čeprav mogoče mi ne povezujemo toliko tega časa s prodajo, ampak vedno, ko govorimo zlasti o društvih, je to ne vseh, ampak vseh teh stanovnih, je to en izmed pomembnih njihovih dejavnosti. Se pravi, spodbujanje prodaje, spodbujanje umetniškega trga. In take galerije prodajne je bila recimo galerija Komers, ustanovljena leta 1979, galerije in dve galeriji, ki jih je ustanovila Mladinska knjiga. To sta bili galerija Ars in pa galerija Labirint, ki nista bili zgolj v Ljubljani, ampak tudi potem po drugih, tako kot kulturni domovi, tudi po drugih delih Slovenije. In tisto prodajali od nekih izdelkov umetnostne obrti do vrhunske umetnosti. Zdaj ravno ta moment, ko se začne pripravljati ta novi zakon, je tudi čas v bistvu, ko se začenjajo zelo veliko naletimo na različna poročila o neorganizaciji, neurejenosti položaja in nezadostnem financiranju umetnosti, ampak delež namenjeni kulturi in pa družbenim dejavnostim v tem času se je od leta 1978 do leta 1979 pravzaprav povečeval in se poveča od 4 na 6%. Prav tako pa se med leti 1979 in 1989 poveča število študentov likovne umetnosti, in to kar za 3-krat. Posledično seveda tudi samozaposlenih v kulturi, ampak to je pa v bistvu pri nas precej zanimivo vprašanje, ker ko da zvezna vlada idejo, da želi nov zakon o samostojnih umetnikih, to pride ven leta 1978 v javno razpravo, in potem recimo pred tem od leta 1974 naprej so bile področje kulture je bilo razglašeno in kulturne dejavnosti za dejavnosti posebnega družbenega pomena in so jih začeli urejati to čisto ločeni zakoni za posamezna področja, kot je recimo kulturna umetniška dejavnost. Za redistribucijo javnih sredstev so začele skrbeti občinske kulturne skupnosti in Kulturna skupnost Slovenija in pa del tudi prek Zveze študentov in Zveze socialistične mladine. Recimo tak primer je bilo tudi šov Kersnikova, potem nastanek Škuca in tako naprej, ne.
To je bilo pomembno zaradi tega, ker je šlo deljenje denarja bolj lokalno, se pravi ta moment decentralizacije tudi finančnih sredstev. In leta 1978 pride do predloga, da se spremeni zakon o samostojnih umetnikih. To je bil zvezni predlog, ampak republiško se je to sprejemalo in v Sloveniji je to najdlje trajala ta polemika ravno društvo, takrat še Društvo slovenskih likovnih umetnikov je ves čas imelo neke pripombe, organizirano sestanke, sprejemalo predloge, dopolnjevalo in predlagalo, kaj naj bi to društvo bilo, ta zakon bil in tako, da ko se je dejansko sprejel in bil objavljen v Uradnem listu leta 1982, moral bi biti, drugje bil že prej, ko do tega pride, to ni bil zakon o samostojnih umetnikih, ampak o kulturnih delavcih. In to je bil pomemben premik pri nas, ki ga drugje sicer ne zaznamo, pomemben zaradi tega, ker je omogočal nove oblike združevanja, ki prej niso bile mogoče. Sicer je obstajal umetniški sindikat, ampak ta zakon je omogočal tudi neko združevanje, bi lahko rekli na pol privatno, tržno, kot je bila, omogočal je nastanek trajnih delovnih skupnosti. In ena izmed takih ključnih trajnih delovnih skupnosti za likovno umetnost je bila Ekurna, trajna delovna skupnost Ljubljana, ki je se istega leta, ko je bil zakon sprejet, ustanovila. Seveda, zakaj tu spet povezava z Društvom likovnih umetnikov? Namreč člani so se prekrivali, članstvo je zelo agitiralo za te spremembe, agitiralo je za spremembe, kako bi se urejal družbeno-ekonomski položaj samostojnih kulturnih delavcev, avtorske pravice in, kar je bilo ključno, ni zajemal zgolj umetniških poklicev, ampak tudi druge določene poklice in potem, ko je pač aktivno v bistvu DSLU v javni razpravi interveniral in pošiljal pripombe, po vseh teh letih se je to sprejelo in to je v bistvu kar spremenilo neko dinamiko delovanja, ker je določil ta zakon, katere dejavnosti je mogoče opravljati samostojno. In če me spomin ne vara, je potem v 90-ih bil ta nazaj preimenovan v samostojne umetnike in potem šele nazaj v širše. In v bistvu šlo je za celoten konceptualni premik, v katerem je društvo zelo aktivno sodelovalo in s tem omogočilo v bistvu nastanek tega trajno delovne skupnosti Ekurna in pa njihove galerije, ki so jo umetniki sami prenovili, našli prostor in v njej zelo uspešno razstavljali celotna 80. leta. Delovalo je kot nekaka zadruga, vsi so bili neki deležniki v tem in več kot 40 umetnikov je bilo združenih. 78, takole, evo, 48, tule so. In ti umetniki so potem seveda imeli prodajne razstave, od prodaje naj bi dobili tudi delež, hodili so veliko razstavljati v tujino, na splošno pa so 80. Bila ena taka boom tega povezovanja z tujino in različnih tudi alternativnih oblik povezovanja in razstavljanja.
ko se začne moment reorganizacije in pa decentralizacije samega društva slovenskih likovnih umetnikov, tudi v povezavi z omenjeno zakonodajo, se potem leta 82 razpusti Društvo slovenskih likovnih umetnikov in ustanovi Zveza društev, kot jo poznamo danes. Razlogi so seveda različni, eni so tudi, da bi se bolj regionalno razvijala ta društva in pa potem na ravni zveze pa se bi dejavnosti koordiniralo. Že na začetku jih je bilo 9 različnih regijskih društev, eno od njih je tudi društvo v Škofji Loki in ta društva so veliko razstavljala tako s kolegi iz drugih regij, kot vidite tule recimo v razstavi Mestne galerije, ali pa so se povezovala z društvi iz drugih republik, recimo Zagreb, Ljubljana ali kaj podobnega, obalna, tudi mogoče z Italijo in tako dalje. Kar pa je bilo še zanimivo v tem času, v 80-ih letih, je to, da so si res Zveza društev, no in pa tudi morda še najbolj intenzivno Društvo likovnih umetnikov v Ljubljani, ravno zaradi tega, ker je bila tam največja koncentracija samostojnih likovnih umetnikov ali pa samostojnih kulturnih delavcev brez primernih prostorov za delo, torej ateljejev. To je bila njihova eden izmed glavnih jedro tega, poleg zdravstvene oskrbe in zavarovanja. Recimo za primer, kjer pa je bila situacija dosti slabša pri nas kot v drugih republikah, namreč v letih od 45 do 60 je bilo zgrajenih le 16 umetniških ateljejev, potem pa še manj, medtem ko v povojnih letih so izgradili v Beogradu, Novem Sadu in Zagrebu dosti več ateljejev za umetnike. Medtem ko je društvo se ves čas soočalo s tem, da se je moglo odbijati različne prošnje, ker pač niso imeli možnosti razstavljanja. In kar pa je še bilo, je bila spet ta neka velika želja po popularizaciji umetnosti in to se mi zdi en tak zelo zanimiv primer društvenega delovanja. Tu na fotografiji je Alenka Gerlovič, ki sem jo že omenila, da je bila ena taka gonilna sila po tem času zlasti Ljubljanskega društva likovnih umetnikov. Ona je namreč ustanovila tudi pedagoško zbirko in to je pomenilo, da je vsem članom je prosila, da so darovali grafike in te kategorizirala, popisala in prirejala razstave. Tako te grafične zbirke, ki je v bistvu sestavljena iz vrhunskih del in je še danes obstaja, ampak žal takrat ni bilo interesa za to v Ljubljani, tako da danes je del je v Dolenjskem muzeju v Novem mestu, ki je spadal takrat pod ljubljansko društvo, del pa v Ribnici. In organizirala tudi recimo razstave otroške umetnosti, razne delavnice in je bila res ena izmed pionirk na tem področju, namreč popularizacija umetnosti je bila vedno ena izmed ključnih tem vseh različnih društev, tako teh umetniških kot stanovskih, zlasti pa potem vedno bolj v bistvu so želeli izobraževati občinstvo od malih nog dalje. To recimo samo društvo je to počelo v tem obdobju povojnem, od začetka do konca pravzaprav, se najdemo že v
konec 40. let, v 50. letih, kako so organizirali različna predavanja, takratni člani društva v Moderni galeriji, ali pa vodstva in tako naprej. In recimo en tak nastanek take zelo zanimive pravzaprav zbirke je tudi posledica tega res dolgoletnega dela društva. Jaz nekako se tu bi ustavila na tej točki, namreč v 90. letih se potem spet popolnoma spremeni politična situacija, samo država se zmanjša in tudi društva začnejo drugače delovati, spet postane nova zakonodaja tista, kateri so podvrženi, ampak seveda na vsak način še danes delujejo uspešno. Hvala lepa.